Dekle je padlo z lestve, ko je pomagalo očetu pleskati sobo. Pri Juriju Košarki je prišlo do odprtega zloma, pri podaljšanem bivanju pa je med igro otrok pomotoma pogoltnil kredo in nehal dihati. To so nekateri primeri, ki jih mora oskrbeti 72 tekmovalcev iz 12 različnih šol na tekmovanju v znanju prve pomoči. Da kdo želi priti na to tekmovanje, mora znati, naprimer, prvo pomoč, mora pomagati, mora biti zavzeten, mora se boriti za človeško življenje, mora spoštovati vsakogar, ne sme imeti razlik. Tekmovalci se razdelijo v dve skupini, prva piše testi znanja prve pomoči in Rdečega križa, druga skupina pa tekmuje v praktičnem znanju. A se lahko uležete na hrbet, prosim? Takole. Zdaj bom pa jaz pregledal, v redu? One dve vas bosta pa oskrbele. Če nekdo potrebuje pomoč, moramo pač pristopiti k njemu in ugotoviti, kaj je sploh narobe. Ne smemo biti panični in ne smemo se bati človeku pomagati, ker ne moramo pač še slabi narediti, kakor je. Kakšen je pristop tekmovalcev, kako skrbijo poškodovance in kako hitro to opravijo, pa je preverjala stroga 8-članska komisija. Sem presenečen nad njihovim znanjem. V bistvu sem bil še najbolj presenečen nad četrtošolci, ki so pa res pokazali eno izredno znanje v prvi pomoči. Tako rane so povite, krvavitve zaustavljene in poškodovanci na varnem, samo še razglasitev najboljših. Prvo mesto so osvojile učenke iz osnovne šole Jožeta Moškriča, ki se bodo udeležile državnega tekmovanja, kjer jih čakajo še težje naloge in še več poškodovancev.